Hvala lepa, jaz si običajno prenesem opomnik, pa sem si ga tudi danes. Tako da bom prebral 43. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi takole. Volilna pravica je splošna in enaka. Drugi odstavek. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen. Torej poudarek je na državljanu. Tretjič. Zakon lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. Zdaj, Ustava je najvišji pravni akt države, tako da mislim, da je s tem odgovorjeno na vse dileme, na vsa vprašanja, na vse dopise Ministrstva za notranje zadeve in na nenazadnje početje že omenjenega časopisa. Jaz pozdravljam to, da je Državna volilna komisija in Ministrstvo za notranje zadeve ravnala zakonito in pravilno, ko so poslali vsem 5000 in toliko slovenskim državljanom, ki živijo na območju Italije, seveda vso volilno dokumentacijo za volitve v Evropski parlament in jih seveda vabim in hkrati seznanjam s tem, da ni nobenih razlogov, da se takemu vabilu Državne volilne komisije in Ministrstva za notranje zadeve ne bi odzvali, zato jih vabim na volitve, seveda, da dajo svoj glas, brez kakršnihkoli posledic za njihovo pravno varnost, kljub temu, da bodo glasovali seveda tudi v Italiji kot državljani Italije. Omenjena uredba seveda jasno govori, o kateri smo že govorili in na katero se sklicuje časopis, v katerem Primorske novice, Primorski dnevnik, se opravičujem, je seveda zelo jasna. Nanaša se na državljane držav Evropske unije, ki volijo izven svoje matične države. Pomeni, da če želim jaz kot državljan Slovenije voliti v Rimu, to lahko počnem po določenem postopku in se moram odpovedati volitvam v Sloveniji. To pa ne velja za dvojne državljane, se pravi državljane, v našem primeru državljane Republike Italije in Republike Slovenije, ki lahko to pravico, po mojem mnenju, seveda izkoristijo tako v Italiji kot v Sloveniji in jih pri tem v skladu z Ustavo Republike Slovenije ne more ovirati nihče. Hvala.